V želji, da se čim bolj držimo našega urnika, predlagam, da začnemo z naslednjim programskim sklopom, ki je namenjen predstavitvi nacionalnih deležnikov, ta malce nerodna beseda, ampak vendarle vseh, ki delujejo na področju spretnosti in posledično seveda so lahko naši partnerji pri uresničevanju načel Evropskega leta spretnosti. In med nami za začetek pozdravljam državno sekretarko Ministrstva za digitalno preobrazbo, dr. Aido Kamilašić-Latifić. Uspelo mi je. Ne? Nekje sem naredila napako na glasu, ampak kljub temu zelo dobrodošle. Vi ste nekje povedali, zapisali, da edinole znanje je tisto, ki nam ga nihče ne more vzeti. In tako živite in to znanje razvijate. Izvolite. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Je zanimivo, ko sem opazovala, kdo prihaja v dvorano. Danes dopoldne sem že bila na enem drugem dogodku na temo podatkovnih centrov in je tam bila pretežno moška populacija. Zdaj ugotavljam, da je pretežno ženska populacija. Ne? In je zanimivo, ne, kako se nekako te razvijajo, ne, mogoče tudi kompetence in kako posamezniki nekako afinitete pokažemo. Me veseli, da vas lahko nagovorim, pozdravim v imenu Ministrstva za digitalno preobrazbo, da vam predstavimo nekako našo vizijo, naše poglede, kaj počnemo, kako gledamo v prihodnost, kaj je tisto, kar imamo kot glavne cilje, glavne usmeritve, in nekako verjamem, da skupnimi močmi z vsemi deležniki lahko potem ustvarimo ta pravo okolje v Sloveniji, da razvijemo kompetence, ki jih potrebujemo. Seveda jaz se bom osredotočila na digitalne kompetence in nekako mogoče tudi za začetek podala nekaj uvodnih misli povezanih z digitalno Slovenijo, našo strategijo, krovno strategijo digitalne preobrazbe države, preobrazbe Slovenije, torej Digitalna Slovenija 2030. Smo zelo ponosni, da je vlada marca sprejela digitalno strategijo, ki smo sicer pričakovali že leta 2020, po izteku stare, pa nekako se ni obneslo do letošnjega leta, ko smo nekako uspeli skupaj s vsemi deležniki to pripraviti in spraviti pod streho. Verjamem, da se vsi zavedamo, ne, kakšen potencial, oziroma vsaj upam, da se zavedamo, kakšen potencial nam ponujajo digitalne tehnologije. Seveda pa nam ponujajo, če seveda imamo dostop do tehnologij, če imamo dostop do orodij, do infrastrukture, do vsega, če imamo vse predpogoje izpolnjene in seveda brez kompetenc, ustreznih digitalnih kompetenc, pa seveda tudi potem ne gre. In če karkoli od tega izpustimo, potem pa prihaja do digitalnega razkoraka, do digitalne izključenosti in to je tisto, kar želimo, kar se da zdaj v Republiki Sloveniji omejiti oziroma zmanjšati ta digitalni razkorak. Verjamem, da se seveda vsi zavedamo, da danes digitalna preobrazba se je začela že nekaj let nazaj in redke so procesi v vsakdanjem življenju, za katere lahko povemo, da potekajo samo v fizičnem svetu, v tem realnem svetu, da jih ni v digitalnem svetu. Kvečjemu zdaj že govorimo ali mogoče v sožitju digitalnega in fizičnega, ali pa se večina zadev že premika v digitalni svet. Kar seveda pomeni, da moramo imeti zadostne kompetence, da lahko živimo v takšnem svetu. Oziroma v tem svetu, da lahko delujemo in da lahko izkoristimo vse potenciale, ki nam jih ta digitalni svet ponuja. Zato govorimo o digitalni vključenosti. In kaj pomeni? Razumemo digitalno vključenost kot možnost posameznikov, torej da dostopajo do razpoložljive infrastrukture, do digitalnih tehnologij, rešitev, storitev, da jih lahko kompetentno in varno uporabljajo. Veliko govorimo tudi na temo varnosti uporabe storitev, veliko govorimo tudi o teh kompetencah, ki so potrebne tudi pri mladih, ki zelo hitro govorimo, da so rojeni z napravami, ampak
veliko pa je tam izzivov, ne, in ta pravih kompetenc pa nimajo, ne, da se lahko soočajo s vsem, kar pa ta digitalni svet na drugi strani ponuja in povzroča. Torej, da jih kompetentno, varno uporabljamo in da lahko kot državljani, prebivalci lahko zaupamo tehnologiji. Torej, moramo vedeti tudi, na kakšen način je bila razvita ta tehnologija, kako smo se lotili tega in seveda tu na tej strani pa potem imamo regulatorne okvire, ne, za katere tudi država mora poskrbeti, ne, da pač je nekako v skladu razvito, tudi v skladu s človekovimi pravicami, z etičnimi načeli, katerih se nekako držimo, recimo v Evropi, če ne v preostalem delu sveta. In seveda vse to je nek predpogoj, ne, da lahko potem aktivno sodelujemo v informacijski družbi. Statistika je neusmiljena in žal v kontekstu digitalnih kompetenc ne riše najlepšo podobo Slovenije. Na marsikaterem drugem področju, ki ga pokrivamo, smo dosti boljši, ampak na digitalnih kompetencah pa peša zadeva, ne. In seveda zdaj, če tukaj pogledate, osnovne digitalne kompetence ima zgolj 50% prebivalcev in prebivalk Slovenije. Povprečje Evropske unije je 54. Mi smo navajeni, da smo vedno precej nad povprečjem, v marsikaterem drugem kazalniku. Žal tukaj smo pod povprečjem. Napredne digitalne kompetence pa ima zgolj 20% prebivalcev. Tako da tukaj imamo veliko še za postoriti. Delež oseb brez digitalnih kompetenc je pač največji v starostni skupini med 65 in 74 let. Tako da tu smo na 45%, ne, in spet smo nad, žal, oziroma obratno, kako pač povemo, ne, smo pod povprečjem Evropske unije. Tukaj je še določena statistika, delež odraslih, ki so izjavili, da nimajo izkušenj z računalniki ali osnovnega računalniškega znanja, se približuje 20%. Delež odraslih, ki so pa dosegli le prvo raven, ne, pa je 50%. Tukaj je zapisano, kaj pomeni prva raven. Uporaba e-pošte in spletnih brskalnikov. Zgolj to. Zgolj to, ne. Pa danes si skoraj ne znamo predstavljati, da bi brez tega živeli, ne. Pa smo samo na 50%, ne. Kje so pa še kakšne druge, bolj mogoče uporabne, še dodatno uporabne, seveda tehnologije in potreba po kompetencah. Umarjevo poročilo seveda razkrije to, kar si nekako lahko tudi mislimo, ne, da šibke digitalne spretnosti so pri starejših, nizko izobraženih, osebe z majhnimi, nizkimi dohodki, priseljenci, brezposelni, neaktivni. Torej že vidimo, ne, vse te skupine, ki so nekako v nekem podrejenem stanju, so tukaj toliko bolj oškodovane, bi lahko rekli, ne? Ker seveda spet pogojeno s tem, ali imajo dostop do orodij, ali so imele priložnost se udeležiti kakšnega tečaja, se česa naučiti na področju digitalnih spretnosti in tako naprej. Skoraj polovica delovno aktivnih v Sloveniji se spoprijema s pomanjkanjem digitalnih spretnosti. To je tudi zelo zaskrbljujoče, ne? Da torej vedno pač poudarjamo, da seveda delovno aktivni, to pomeni, da nekdo, ki bo še 15 let, še 10 let aktivn, ne, bo delal nekje v službi, brez tega pa ne gre. Ne. Torej je v nekem podrejenem položaju, seveda se bori na tistem delovnem mestu, prihajajo neke tehnologije, mora jih uporabljati, se boji tega, ne, ker seveda nima dovolj znanj in vse skupaj smo potem v začaranem krogu, ker se pa pojavlja potem še dodatno strah. Ne, strah in odpor do novih tehnologij. Ja, tukaj so opredeljene neke strateške usmeritve, kako smo si nekako zamislili v naši strategiji Digitalna Slovenija. Seveda strategija vključuje 7 različnih pač poglavij, ne, in eno pomembno, kateremu veliko težo dajemo, so ravno digitalne kompetence, digitalna vključenost. Seveda eno je, da imamo formalni izobraževalni sistem, ker tudi moramo spodbuditi in moramo v formalni proces vnesti
prenesti digitalne kompetence. Drugo pa je seveda, da tisti, ki so pa že izven formalnega sistema, seveda tudi imamo še terciarno izobraževanje, spodbujati tudi ta del in seveda vse forme, vse oblike neformalnega izobraževanja, da informiramo, spodbujamo odrasle, da pridobivajo te kompetence. V strategiji smo postavili določene cilje, ki sledijo evropskim ciljem. Torej, do leta 2030 želimo imeti vsaj 80% prebivalcev z osnovnimi digitalnimi kompetencami. Torej, ambiciozen cilj, glede na to, da smo zdaj na 50%. Druga kategorija pa je delež zaposlenih v IKT sektorju, kjer spet vse države imamo težave s kadri, vseh državah primanjkuje IKT strokovnjakov, mi jih trenutno imamo 4,8% in cilj je, da spravimo na 10%. Ste rekli, kako pa bo to? No, verjamemo, da s pravilnimi ukrepi, če bomo vsi deležniki skupaj sodelovali, različni resorji skupaj ustvarjali ukrepe, da nam bo uspelo. Mogoče opredelim, torej, kaj smo do zdaj na Ministrstvu za digitalno preobrazbo naredili. Torej, sem že omenila, da smo pripravili strategijo Digitalna Slovenija, potem smo pripravili novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, s katero smo opredelili en nov mehanizem za izposojo računalniške opreme, kateri pravimo Miro. In bo dejansko neke vrste korektiv, socialni korektiv. Torej, prioritetno izposoja računalniške opreme, prioritetno se bo izposojala računalniška oprema socialno ogroženim, tisti, kateri si ne morejo privoščiti nakupa opreme, seveda sklad pa bo uporabljal opremo, ki jo bo država že v svojem procesu ali odpisala, seveda bomo namenili tudi sredstva za novo opremo, tako da bo ena kombinacija tega, da zasledujemo ta zeleni del, ne samo digitalni, da nekako ne zavračamo opreme, ampak da tisto opremo, ki jo pa lahko uporabimo, jo usposobimo in damo v uporabo. Prejšnji petek smo objavili prvi javni razpis za sofinanciranje usposabljanja otrok in mladih. Torej, gre za razpis, ki je predviden za letošnje, torej ukrep za letošnje leto in naslednje leto in je predvideno, torej ukrep, ki je vreden skoraj 5,5 milijona evrov. Prvi informativni dan bo 9. junija na to temo za prijave. Tukaj pa je seznam tistega, kar prihaja v naslednjih dneh. To, kar piše v teku, seveda projekti Mobilni heroji, mogoče ste že slišali za naše mobilne heroje. Lansko leto, proti koncu leta smo izvedli eno naročilo, zdaj imamo 2 v teku. Torej gre za digitalno opismenjevanje starejših, odraslih na ruralnih območjih, kjer dejansko se kombi, mobilna enota, opremljena učilnica mobilna se pripelje v tisto ruralno okolje, praktično skoraj do doma nekomu in tam prenašajo to znanje, ki jih starejši potrebujejo. Druga zadeva, ki je v teku, smo naredili en podcast Digitalna Slovenija, torej o življenju z novimi tehnologijami, torej da spodbujamo tudi uporabo informacijskih tehnologij in da dvigujemo tudi zaupanje v digitalne tehnologije. Kmalu pričakujemo javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, torej od 30 let gor. Za mlade ta prvi, ki je trenutno že odprt, je do 29, vključno do 29. leta. Ta bo, pričakujemo, v tednu 2 tudi zunaj. Potem pa pripravljamo še javni razpis do konca junija. Pričakujemo, da bomo objavili javni razpis za nevladne organizacije, torej ta nevladni sektor, da bodo lahko nabavili opremo in za dvig kompetenc sodelavcev v NVO-jih. V pripravi so tudi infotočke po celi Sloveniji, torej za pomoč, podporo pri uporabi digitalnih javnih storitev. Pripravljamo ukrep po vzoru Train the Trainer, se pravi za dvig digitalnih kompetenc zaposlenih v lokalnih skupnosti, ki bi potem naprej izobraževali.
Ukrep za spodbujanje vključitve več žensk v IKT poklice. Torej, tukaj mislim, da je zelo pomembno, da tudi govorimo o prekvalifikacijah, ne, in da spodbujamo vstop v IKT poklice. In kot že prej povedano, tudi pripravljamo ta mehanizem Miro, ne, za izposojo računalniške opreme. Tako, mislim, da sem zdaj že skoraj malo predolga, ne. Bom kar zaključila, torej željo, ne, da z sodobno informacijsko tehnologijo dejansko zagotovimo ustrezne možnosti vsem za maksimalen razvoj, da zamejimo ta digitalni razkorak in nekako naša naloga je ravno to, ne, da pač omogočimo tistim, ki do sedaj niso imeli priložnosti, da nekako pridejo na tisto zeleno vejo, da pridemo do tistega stanja, ko pa bodo vsi lahko aktivno sodelovali v družbi, v kateri smo se znašli, in tu pa pač se zavedamo vsi, da poti nazaj ni, ne. Tako da moramo nekako opolnomočiti vse prebivalke, prebivalce, da bomo skupnimi močmi lahko dejansko potem zgradili našo Slovenijo, kot si jo želimo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa državna sekretarka, za to toplo predstavitev včasih malo hladne teme, ampak vi se tudi zelo zavzemate za enakopravno vlogo žensk, kot sem lahko prebrala malce na spletu o vas, tako da tudi za to je poskrbljeno, kot vidimo, z posebnim razpisom. Hvala lepa res za te načrte. Mi vam bomo prišli z vidika izobraževanja odraslih gotovo naproti, tudi z našimi podpornimi dejavnostmi, svetovalnimi storitvami, tudi vrednotenjem že obstoječih spretnosti za to, da se jih nadgradi. Skratka, mi smo pripravljeni na sodelovanje. Hvala lepa.